Spoštovane gospe in gospodje, dober dan. Dobrodošli na delavnici o informacijskem inženiringu in vplivu na vdore z elektronsko pošto, kar je zelo pomemben pojav, še posebno v času korona krize. Dogodek izvajamo v organizaciji slovenskih podjetij in fakultet, ki so člani horizontalne mreže IKT in področja kibernetske varnosti. IKT horizontalna mreža je del ekosistema, ki spodbuja razvoj novih produktov in storitev, ki so pomembni za digitalno transformacijo družbe. Danes se bomo posvetili vprašanju izkoriščanju metod socialnega inženiringa za vdore in informacijske sisteme. Slišali boste, zakaj je to tako pogost pojav, zakaj in kaj moramo storiti za povečanje odpornosti na kibernetske vdore. Poslušali bomo 3 predavanja in 2 prikaza praktičnih primerov. Vabim vas, da celoten čas dogodka zastavljate vprašanje v Q&A sekciji, ki jo vidite na ekranu na desni strani. Odgovarjali bomo na vaše vprašanja tekom izvajanja dogodka in sproti in tekom okrogle mize. Če pa boste želeli, pa tudi po zaključku dogodka. Uvodno si pogledamo nekaj statistik, kaj dogaja na tem področju. Gospod Kosem, prosim, izvolite. Matjaž, ne slišimo te, samo vklopi mikrofon. Se opravičujem, je zdaj bolje? Odlično. Hvala za besedo, Mihael, še enkrat, no, to sem že povedal, pa se ni slišal. Se pravi, kot rečeno, moje ime je Matjaž Kosem, zadnjih 10 let sem strasten zagovornik dobre kibernetske varnosti v podjetjih. Ena izmed teh je tudi človeški faktor, ker bo nekako rdeča nit današnje predstavitve, se pravi napadi po elektronski pošti, koliko je tega, zakaj je temu tako in kako se lahko proti temu borimo. V podjetju Carbonsec, ki ga vodim, pomagamo podjetjem k neprestanemu izboljševanju kibernetske varnosti preko testiranja, svetovanja in predvsem izobraževanja. V vseh teh letih sodelovanja s podjetji sem pogosto zaznaval, da se sicer precej vlaga v tehnični del kibernetske varnosti, se pravi v dobre napredne požarne pregrade, v dobro antivirusno zaščito, a vendarle je delovalo, kot da se na človeka daje premajhen poudarek. Zato ta del še prav posebej izpostavljamo in temu namenjamo tudi današnjo diskusijo. Pa si pogledamo kibernetski kriminal v številkah. V lanskem letu je bilo za 100% več kibernetskih napadov kot leto poprej. Zanimiva je tudi statistična informacija, da 71% vdorov je finančno motiviranih. Povprečna škoda zaradi kibernetskega vdora v podjetju je skoraj 4 milijone ameriških dolarjev. In v bistvu zdaj ta alarmantna informacija, da je proračun kibernetskega kriminala letno že dosega 6 bilijonov ameriških dolarjev. Dajmo se samo za sekundo ustaviti pri tej številki 6 bilijonov. To je 6 milijonov. In to je v bistvu večja številka, kot je celotni letni proračun trga s prepovedanimi drogami. Zdaj še ključni, mogoče 2 informaciji za današnjo diskusijo, da je 92%
zlonamerne kode pride po e-mailu in da 91% kibernetskih vdorov začne po poti ciljenega e-maila, tako imenovanega spear phishing e-maila. Spear phishing e-mail je mail posebno spisan za določeno osebo, kateri je namenjen, kateri je poslan. In zdaj pogledamo še statistiko dostave teh napadov. Se pravi, nekje od 70 do 90% vseh napadov je socialni inženiring. Nekje od 20 do 40% so krivi neposodobljeni sistemi in tam od 1 do 10% vse ostalo. Vse ostalo so, bi rekel, kraja gesel, izkoriščanje ranljivosti v aplikacijah in podobno. In kar vidimo iz vsega tega je, da je človek najšibkejši člen in to daleč pred vsem ostalim. Se pravi, socialni inženiring. V podrobnosti nam bo socialni inženiring v nadaljevanju predstavila kolegica docent dr. Kaja Prislan, ampak v namen te diskusije bi se ga samo bežno dotaknil. Se pravi, kaj je socialni inženiring? Veliko ljudi ve, kaj to je, a ne razume točno, zakaj gre. Socialni inženiring je pravzaprav umetnost manipulacije človeka, da bo nekaj storil, kar sicer ne bi. Naprimer, nakazilo denarja, razkritje zaupnih informacij, odprtje vrat hekerju. V bistvu pri socialnem inženiringu je, da akter pritiska na naše tako imenovane čustvene gumbe, kot so pohlep, radovednost, strah in podobno. Če povem samo dva zelo značilna primera socialnega inženiringa. Prvi je nigerijska prevara oziroma prevara z vnaprejšnjim plačilom stroškov, verjetno vam je večini znan. Se pravi, nekdo se javi, običajno iz Nigerije, neka znana oseba, princ, šejk, nek naftni mogotec, ki ima na nekem računu nekje neko veliko vsoto denarja in da bi prišel do te vsote denarja, ki mu sicer pripada njemu, potrebuje vas, da bo lahko na vaš račun prenesel ta denar in seveda za to uslugo vam obljublja nagrado v višini od 20 do 30% običajno. In da bi se ta celotna transakcija lahko začela, seveda vas prosi za pomoč, majhno finančno pomoč, da bi lahko se ustrezni vmesni računi odprli in podobno. In pravzaprav seveda, če slučajno mi nasedemo, pošljemo denar preko Western Union, kjer je nesledljiva transakcija, seveda se od tega denarja lahko samo še poslovimo. In na kaj tukaj igra? Tukaj igra na pohlep, se pravi, kdo nima rad denarja, če tako pogledate. Drug zelo lep primer so ljubezenske prevare. Nekdo te ima rad, rad bi bil s tabo, začne komunikacijo s tabo in na koncu prosi za malo denarja. Tovrstni napadi običajno ciljajo osebni interes in pa ustrežljivost. Ustrežljivost je izredno močan manipulativni vzvod, ker mi ljudje smo v osnovi taki, da radi pomagamo drugim. In hekerji to vejo. Na srečo obstajajo načini, kako ljudi učimo, da bodo takšne poskuse prepoznavali in da bodo na njih ustrezno reagirali. Zdaj, ena stvar je, veliko podjetij enkrat na leto zbaše svoje zaposlene. Zbaše sem rekel, zaradi tega, ker dobesedno je želja, da se čim več ljudi naenkrat ozavesti in pred te ljudi v učilnico postavi strokovnjaka s PowerPoint prezentacijo, ki jim predstavi vse v enem šusu. Nažalost, to ni najbolj učinkovit način, ker če poskušamo nekomu vsiliti znanje, ni nujno, prvič, da posameznik to znanje sploh hoče in drugič, da bo sposoben to znanje dejansko uporabiti v vsakdanjem življenju. Za nas, ki treniramo uporabnike, je izredno pomembno zavedanje, da varnostna ozaveščenost ni nujno enaka varnostnemu obnašanju. In ne pozabimo ključnih 3 izzivov,
ko ozaveščamo naše uporabnike. Če uporabnik nečesa se zaveda, še ne pomeni, da mu je mar. Če deluješ proti človeški naravi, boš slej ko prej izgubil. In tretja, najpomembnejša, kako se zaposleni v resnici obnašajo na spletu, je pomembneje od tega, kar vedo. Daleč najbolj učinkovit način, ki se je izkazal za treniranje uporabnikov, je uporaba kombinacije izobraževanja in redno pošiljanje phishing elektronskih sporočil. Kaj to pomeni? Pošiljanje phishing e-sporočil. To pomeni, da vi vašim uporabnikom nenapovedano na vsake toliko časa pošiljate phishing sporočila, ki so pravzaprav simulacija hekerskih sporočil. Se pravi, izgledajo identično ali podobno, kot bi phishing sporočilo postal heker. Če uporabnik nasede, če klikne na link, če odpre priponko, če vnese svoje podatke, pušča informacije, takoj dobi povratno informacijo, da je naredil napako in tudi seveda takoj izobraževalno vsebino, zakaj, kako bi mogel prepoznati, kaj mora drugič narediti. Vi dobite povratno informacijo, kolikšen procent vaših uporabnikov naseda na take maile, uporabniki pa dobivajo takoj povratno informacijo nazaj, da so grešili. Vendar pomembno je brez posledic, brez finančnih posledic. In to je daleč najbolj učinkovit način. Tako da mogoče bi zaključil to svojo uvodno prezentacijo z izjavo enega, bom rekel, najbolj znanega strokovnjaka socialnega inženiringa na svetu, Kevina Mitnika, ki pravi, ne glede na to, koliko denarja boste vložili v tehnologijo in storitve, bo vaša digitalna infrastruktura še vedno ostala ranljiva na stari, dobri socialni inženiring. Apeliram na vas, resno razmislite o tem in že danes začnite z delom na ozaveščanju in treniranju zaposlenih. Trening naj bo stimulativen in predvsem ponavljajoč. Obstajajo poceni orodja za tak namen, poudarjam, enkrat letno ni učinkovito. In zapomnite si, hekerji se nikoli ne napovejo. Hekerji vedno presenetijo. Na tem mestu bi se zahvalil in vas povabil, če boste imeli kakršnekoli vprašanja na to temo, da se obrnete na nas preko Gospodarske zbornice Slovenije ali kar direktno po elektronski pošti in z veseljem vam bomo pomagali. In bi kar zdaj že povabil naslednjega sogovornika, gospoda Mihaela, da prevzame. Hvala. Upam, da se tole vidi. Sekcija za kibernetsko varnost združuje podjetja, univerze, razvojno-raziskovalne organizacije, posameznike in tudi predstavnike države, ki delujejo na področju kibernetske varnosti. Sledimo načelu, skupaj zmoremo več, saj je dobro sodelovanje vseh dejavnikov ključno. Mihael, slajdov ne vidimo. Aha. Ok, hvala. Ja. Je zdaj bolje? Je zdaj bolje? Ne še. Super. Ok, hvala. Torej, naš skupni cilj na področju kibernetske varnosti je zagotavljanje odpornosti na kibernetske napade.
Na kibernetsko varnost vplivajo številni dejavniki in ta konfuzna slika to potrjuje. Vendar so človeški dejavniki najbolj pomembni. Za zagotavljanje odpornosti je potrebna implementacija organizacijskih in tehničnih ukrepov. Med njimi je ozaveščenost o kibernetskih tveganjih zelo pomemben element, saj vpliva na številne druge dejavnike in posledično ukrepe, ki jih pač uresničujemo v praksi. Napadi se dogajajo danes, sedaj in tudi nam. O tem, kako ozaveščenost izboljšati, bo danes še veliko slišali. Pa je ozaveščenost dovolj? Matjaž je že nakazal, da najbrž ne. Naš dobri znanec Kai Royer, ki je velik zagovornik koncepta varnostne kulture, mi je pred leti komentiral, veste, Nagel, ozaveščenost ni dovolj. Morda so v tistih letih, ko nama preti holesterol, pa srce, pa pritisk in veva, da morava izvajati telesno vadbo redno. To veva, se zavedava. A to res počneva? Eno je zavedati se, drugo pa je pravilno ravnati v specifičnih situacijah. Vendar brez zavedanja ne gre. Drage poslušalke in poslušalci, kakšno je pa vaše mnenje? Ključno vprašanje, ki se mi postavlja, je, kolikšnim tveganjem zaradi kibernetskih groženj so slovenska podjetja izpostavljena. Kako v zvezi s tveganji ukrepajo za povečanje njihove odpornosti na kibernetske napade. Pa če o tem že to govorimo, kaj sploh je kibernetsko tveganje? Tveganje je odnos groženj izvajalcev, tisti, ki so specialisti za vdore, ranljivosti sistemov in seveda posledic, ki jih napad lahko povzroči. Tveganje zmanjšujemo z uresničenimi varnostnimi ukrepi in ozaveščanju uporabnikov je pomembno preventivno delovanje. Saj prinaša drugačno varnostno kulturo. Torej, tisto, kar prepoznamo po našem dnevnem ravnanju vseh nas, od zaposlenih, uradnikov, vodilnih. Seveda, razumevanje tveganj je pomembno, ker se tam začne razvoj ukrepov. Brez razumevanja tveganj, katerim je podjetje izpostavljeno, seveda se tudi manj stori na področju ukrepov. Najboljša slika o tem, kakšna je ozaveščenost med slovenskimi podjetji, je slika ukrepov, ki jih podjetja uresničujejo. V letu 2019 je Statistični urad Republike Slovenije objavil raziskavo kibernetske varnosti v Sloveniji v podjetjih. Na sliki lahko vidite, v kakšnem obsegu slovenska podjetja izvajajo ukrepe, odnosno so jih izvajali v letu 2018. 16% podjetij ne izvaja nobenega od omenjenih ukrepov in tam so bili omenjeni predvsem minimalni ukrepi. V času epidemije, ko je naraščalo delo od doma, podjetja niso imeli ustreznih ukrepov za delo od doma. Ranljivost se je pomembno povečala in seveda tudi varnostno tveganje. Ko govorimo o zaposlenih, malo več kot 50% slovenskih podjetij obvešča zaposlene o njihovih obveznostih v zvezi z varno uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije. Le manjši del izvaja neko redno usposabljanje na tem področju. Če se primerjamo z evropskimi podjetji, ugotavljamo, da po številnih pokazateljih smo izpod evropskega povprečja. Le v povprečju, ki govori o tem, ali so podjetja doživela posledice nekih varnostnih incidentov, tukaj smo iznad povprečja. Vprašanje je, ali zmoremo bolje. In to je tudi eden od razlogov za današnji dogodek. Kaj pravi nacionalni CERT? V letu 2020
leto 2020 smo zaključili s podobnim številom obdelanih incidentov kot leto poprej. Vidimo torej, da se je gola številčna rast umirila. Pa se res, ali so slovenska podjetja ozaveščena v takšni meri, da vedo, da kako zelo pomembno je posredovati informacije o incidentih nacionalnemu CERT-u, da lažje prepreči podobne incidente drugim. Rumena črta na grafu kaže število phishing incidentov. Ti so v primerjavi z letom 2019 narasli kar za 59%. Ali gre za naravno rast, za vpliv pandemije, ali pa je to mogoče posledica ukrepov ali neukrepov slovenskih podjetij v preteklih letih. Gospe in gospodje, če povzamem, za spremembe ni dovolj zavedanje, pač pa spremenjena varnostna kultura vseh zaposlenih. Ta ima za posledico spremenjeno ravnanje v primeru incidentov. S stanjem ozaveščanja v slovenskih podjetjih ne moremo biti zadovoljni. In tretje, kibernetska tveganja so del poslovnih tveganj, pa je odgovornost vodilnih za spreminjanje varnostne kulture še toliko večja. Za ozaveščanje bomo znanja vedno več in tudi ravnanje se bo izboljšalo, čemer smo tudi priča v zadnjih letih, kar bo posledično prispevalo k dvigu izvajanja ukrepov kibernetske varnosti v podjetjih. In zavedljiva raven kibernetske varnosti je pogoj za normalen razvoj digitalne transformacije slovenske družbe. Toliko o tej temi. Prosim vas za vprašanja, ki jih lahko posredujete. Sedaj povabim docentko dr. Kajo Prislan z Fakultete za varnostne vede, da pove nekaj več o socialnem inženiringu in posebnostih v času epidemije. Hvala. Najlepša hvala za besedo. Se slišimo? Ja, slišimo. Super. Ja, lepo pozdravljeni, tudi z moje strani. Ja, na podlagi teh statistik, ki sta jih predstavila kolega pred mano, bi lahko celo rekli, da se sočasno s tole korona pandemijo v bistvu dogaja tudi cela pandemija kibernetskih napadov. In kot smo lahko videli, izstopajo predvsem napadi povezani s socialnim inženiringom, zato se meni zdi odlično, da bomo danes tej grožnji namenili malo več pozornosti. Zdaj vsi ste verjetno o socialnem inženiringu že kaj slišali ali pa prebrali, zelo verjetno ste se v praksi s to grožnjo tudi že srečali, tako da vas jaz danes ne bom prepričevala v to, zakaj je taka grožnja pomembna ali pa nevarna, ampak v bistvu želim na kratko predstaviti način delovanja storilcev oziroma njihov modus operandi, kot bi rekli v kriminalistiki. Pravijo, da moraš znati razmišljati kot storilec, če hočeš neko grožnjo zares dobro razumeti in biti na njo pripravljen. Tako da v okviru te predstavitve bom jaz poskušala danes pojasniti ne samo kakšne so tehnike storilcev, ampak tudi zakaj smo ljudje tako ranljivi za to grožnjo, ki je v bistvu ena najbolj uspešnih tehnik pri izvajanju kibernetskih napadov na podjetja. Zdaj, socialni inženiring je sicer nek žargonski izraz za prevaro. Kot je omenil že gospod Kosem, gre za neko tehniko, ali lahko kibernetsko, s katero storilec v bistvu zmanipulira svojo žrtev oziroma nekega uporabnika v to, da naredi nekaj, kar sicer zavestno sam nikoli ne bi naredil. No in razlika, če se sprašujete med socialnim inženirjem in hekerjem, je v bistvu v tem, da socialni inženir v bistvu ne potrebuje nujno nekega vrhunskega računalniškega znanja, ampak mora zgolj obvladati to psihološko manipulacijo ljudi. Sicer socialni inženiring ni nič kaj novega in v bistvu obstaja že dolgo časa. Vsi verjetno se še dobro spomnite te zgodbe o Troji, ko so grški vojaki uporabili darilo konja kot pretvezo za vdor v mesto. No, to je tak antični primer socialnega inženiringa, bi lahko rekla. Je pa res, da so primarno te metode razvijale vojske. Uporabljajo jih tudi obveščevalne službe, tajni sodelavci, so tudi sestavni del prikritega preiskovanja, pa tudi recimo marketinga ali pa oglaševanja. Tako da
je v bistvu uporabnost teh tehnik zelo široka, ne, in se ne uporabljajo zgolj na področju kibernetskih napadov. Je pa res, da je danes to praktično najpogostejši način zbiranja zaupnih podatkov in pa razširjanja škodljive programske opreme. Zdaj razlog je v tem, da je ta metoda zelo hitra, zelo poceni, pa tudi zelo dobra podpora tehničnim hekerskim napadom. Čeprav se mogoče na prvi pogled ne zdi tako, ampak je v bistvu veliko lažje človeka prepričati, da ti sam posreduje neke podatke ali pa da sam okuži svoj računalnik, kot pa izvesti nek neposreden napad na aplikacijo ali pa omrežno povezavo. Tako da z vidika podjetij to v bistvu predstavlja neko zunanjo grožnjo, ki pa zlorabi notranjo ranljivost. V tem primeru so pač zaposleni tisti, ki na pobudo storilcev naredijo neko napako in mu s tem omogočijo dostop do notranjih virov oziroma nekih informacijskih sistemov. Sam proces izvedbe napada v bistvu poteka skozi 4 korake. Zdaj, v tem prvem koraku storilec v bistvu poskuša pridobiti čim več informacij o svoji tarči. Namen je tle sprofilirati osebo in pridobiti podatke, s katerim bo mogoče najlažje vzpostaviti kontakt. Tukaj veliko vlogo igrajo javno dostopni podatki in pa vsa spletna mesta, na katerih ljudje zelo radi objavljamo podatke o sebi. Če si recimo moj prijatelj na Facebooku, ni težko ugotoviti, da imam recimo psa, da rada hodim v hribe, da športam, da sem zaposlena na fakulteti in podobno. No, potem v naslednjem koraku pa storilec uporabi te informacije z namenom, da žrtvi razvije nek odnos in da mu žrtev začne zaupati. Pri tem uporablja različne psihološke tehnike, o katerih bom sicer govorila malo kasneje, ampak če recimo nekdo ugotovi, da sem jaz velik ljubitelj teka in da se vsako leto udeležim kakšnega maratona, ne bo težko z mano vzpostaviti nekega stika, začeti nek pogovor, ki mi bo zanimiv, me bo interesiral in s tem tudi nek odnos, ki mi vsaj na začetku ne bo preveč sumljiv. No, potem, ko je vzpostavljen ta kontakt oziroma odnos, pa socialni inženir uporabi različne metode manipuliranja. Če je proces dobro zorganiziran, bo to izveden na tak način, da v bistvu žrtev tega niti ne bo prepoznala. No in cilj tega koraka je ali prepričati žrtev, da izda neke podatke ali pa da izvede neko aktivnost, si na primer prenese neko okuženo datoteko ali pa samo storilca spusti v prostore nekega podjetja. Če nekdo recimo ugotovi, da sem se jaz predlani s svojo kolegico Aljo udeležila nekega maratona, recimo ljubljanskega maratona, in mi pošlje mail, ki izgleda, kot da prihaja od te kolegice, v priponki pa je kao slika iz dogodka, v takem primeru je uspeh, torej klik na priponko, skoraj da zagotovljen. No, v zadnjem koraku pa potem sledi izkoriščanje teh podatkov. Tle pa storilec v bistvu s temi podatki ali pridobi dostop do nekega računalnika, omrežja, bančnega računa ali pa zgolj neke informacije, ki jih rab potem za izvedbo nekega tehničnega napada. No, metode, ki jih uporabljajo socialni inženirji, so sicer zelo različne. Lahko gre za neke splošne napade, ki nimajo točno določene tarče, kdor nasede, pač nasede. Lahko so pa ciljno usmerjeni, kot je že kolega Kosem prej omenil, in so usmerjeni v neko izbrano žrtev. No, pri osebnih napadih storilec v bistvu vzpostavi nek fizičen kontakt oziroma je fizično prisoten na lokaciji. V večini primerov ponaredi identiteto in se pretvarja, da je nekdo, ki bi mu mi zaupali ali pa bi ga na primer spustili v podjetje. Lahko se predstavijo kot gasilci, deratizatorji, čistilci, novinarji ali pa zgolj kot neka oseba, ki nosi neko veliko škatlo in je treba pri vhodu pridržati vrata. No, pri tehničnih napadih, ki so najbolj pogosti, ker so tudi bolj enostavni, pa storilec v bistvu vzpostavi elektronski kontakt z žrtvijo ali pa sploh ne pride do direktnega kontakta. Najbolj znane so tukaj zagotovo phishing prevare, v kombinaciji s kakšnimi okuženimi priponkami ali pa DNS spoofingom. Zelo nevarne so recimo te direktorske prevare, kjer se uslužbencem v nekem podjetju pošlje mail, ki izgleda, kot da ga je poslal direktor ali pa nekdo na vodstvenem položaju. Potem znane so tudi recimo prevare z okuženimi USB ključki, ki so kot vaba nastavljeni na kakšnih javnih mestih. Pred časom smo tudi mi imeli en primer, ko smo v poslovne namene naročili več kot 200 praznih USB ključkov, ki smo jih hoteli podariti. In ko smo jih hoteli podariti, smo prej tudi naredili pregled teh USB ključkov in ugotovili, da so nekateri imeli že prednaložen malware. Še sreča, da smo to ugotovili, preden smo jih dali naprej, ker če ne bi bila katastrofa.
No, seveda odgovor na vprašanje, zakaj smo ljudje toliko dovzetni za socialni inženiring, ni tako enostaven. Nihče si seveda ne želi, tudi nima namena postati žrtev, ampak se to vseeno zgodi. In v veliki meri je to odvisno od tega, v kakšnem psihičnem stanju smo in pa kako sprejemamo odločitve v nekem trenutku. Psihologija razlaga, da imamo na splošno dva načina razmišljanja, ki vplivata na naše odločanje. Na eni strani imamo počasno razmišljanje, to je tako logično-analitično, in v teh primerih ljudje sprejemamo najbolj racionalne odločitve. Imamo pa tudi hitro razmišljanje, to razmišljanje pa je intuitivno in impulzivno. In večino, več kot 90% odločitev ljudje sprejemamo na podlagi hitrega razmišljanja, ker pač preprosto nimamo časa, nimamo energije, da bi vsako stvar presojali in analizirali. No in to hitro razmišljanje nam sicer zelo olajšuje življenje, ampak lahko vodi tudi do hujših napak v odločitvah. In te napake se v psihologiji imenujejo kognitivne pristranskosti. Tukaj na tem slajdu so izpostavljene recimo tiste pristranskosti, ki vplivajo na to, da ljudje ali precenjujemo ali pa podcenjujemo neke situacije, da smo bolj zaupljivi, bolj ubogljivi, manj previdni, se skratka pač obnašamo bolj tvegano. Naprimer, ena taka najbolj znanih je heuristika dostopnosti. Ta pravi, da ljudje ocenjujemo verjetnost in pogostost nekih dogodkov na podlagi tega, kako hitro si lahko nek podoben dogodek prikličemo v spomin. Če se lahko nekega dogodka hitro spomnimo, potem ga bomo ocenjevali kot bolj verjetnega in obratno. In zato recimo določene oblike groženj ali pa kriminala ocenjujemo povsem drugače, kot je realno stanje, ali se jih preveč ali pa premalo bojimo. Samo zato, ker mediji o tem ne poročajo ali pa ker jaz še nisem slišala za ransomware, to še ne pomeni, da me to ne ogroža. Tudi placebo efekt lahko na primer vpliva na lažen občutek varnosti. Moj brat na primer uporablja macOS, in ker je on slišal, da so Maci v primerjavi z Windowsi bolj varni, on pravi, da ni šans, da se njemu kaj zgodi in zato on ne rabi nobene druge zaščite. No, tudi na splošno smo ljudje pogosto preveč optimistični v svojih ocenah. Ko se primerjamo z drugimi ljudmi, imamo velikokrat percepcijo, da smo mi bolj sposobni, da smo mi manj ranljivi in da je verjetnost, da se nam zgodi nekaj hudega manjša, kot pa da se bo to zgodilo nekomu drugemu. Zagotovo sem jaz boljša voznica avtomobila kot moj partner, imam ziher manjše šanse, da se mi zgodi kakšna prometna nesreča. No, potem so še tle nekatere druge pristranskosti, recimo stvari, ki so redke ali pa nedosegljive, nam vzbujajo bistveno večjo željo, da bi to imeli, zato so neke lažne obljube tako uspešne. Recimo nov iPhone je sicer razprodan, ga ni na zalogi, ampak če bom pa sodelovala v nagradni igri, bom pa ziher imela možnost, da ga dobim. Potem, na primer, ljudje navadno bolj zaupamo ljudem, ki so na videz privlačni, všečni, zato recimo tudi nasprotni spol lahko na nas deluje bolj prepričljivo. Ali pa bolj verjamemo ljudem, ki so izobraženi ali pa nam predstavljajo neko avtoriteto, tem se tudi na primer veliko hitreje podredimo. Tudi nasploh se hitreje strinjamo z ljudmi, ki so nam blizu oziroma z njihovimi idejami. Recimo pred dnevi me je mama prosila, da naj podpišem eno peticijo, s katero se jaz nujno sicer ne strinjam, ampak sem jo vseeno podpisala in se mi zdaj ta ideja v tej peticiji zdi veliko bolj sprejemljiva, kot bi se mi sicer, če je ne bi podpirali moji starši. No, vseh teh pristranskosti se storilci seveda zelo dobro zavedajo in v bistvu oni poskušajo pri žrtvah spodbuditi različna čustvena in psihična stanja in jih na ta način spraviti v ta način hitrega odločanja. No, in katera so tista čustva, v katerih ljudje reagiramo impulzivno? V prvi vrsti je to zagotovo strah. Kadar nas je nečesa strah, se obnašamo najmanj racionalno in zelo nagonsko. In v praksi to izgleda tako, da nam pošiljajo neke grožnje. Lahko gre za obvestilo o opominu, da nismo plačali kazni, ali pa da so nas zaznali pri neki kršitvi. Razpošiljala so se tudi obvestila o davčnih izvršbah, koga ne bi bilo strah Fursa. Potem lahko socialni inženirji ciljajo tudi na našo dobrodelnost ali pa na našo empatijo. Lahko gre za sporočilo, da nekdo nujno potrebuje pomoč, recimo neka društva za pomoč živalim. Ta so ziher moja Ahilova tetiva. Lahko pa se cilja zgolj na neko radovednost. Pred časom vem, da so se pošiljala sporočila, ki so vključevala neko novico, da je prišlo do eksplozije na ljubljanski tržnici. Kdo ne bi hotel vedeti, kaj se je zgodilo, ali se je to res zgodilo.
Tako da to, kaj deluje, ne, je v bistvu zelo odvisno od tega, kakšna oseba smo. Ne. Če smo bolj boječi, potem bodo grožnje bolj uspešne, če smo zelo empatični, bodo delovale neke prošnje po pomoči, če pa smo v neki socialni stiski, ne, bodo pa bolj učinkovite kakšne nagradne igre ali pa neke obljube po hitrem zaslužku. Ni redko, ne, tudi to, da inženirji ciljajo na naš ego ali pa na naš občutek pomembnosti. Ne. Ljudje imamo radi hvalo. In če mi nekdo, na primer, pošlje sporočilo, ne, v katerem piše, da ga zanima nek moj članek ali pa da mu je bilo všeč moje predavanje, je v takem primeru, ne, je verjetnost, da se bom na tako sporočilo odzvala bistveno večja. No, ne glede na to, ne, na kakšna čustva ciljajo socialni inženirji, ne, si pa morajo seveda najprej pridobiti zaupanje žrtve, ne, kot sem že rekla, da se bo pač žrtev počutila dovolj sproščeno, ne, ker če ne bo reagirala seveda na tako sporočilo. No, ampak poleg zaupanja, ne, pa morajo ustvariti tudi občutek nujnosti. In to je izjemno pomemben element socialnega inženiringa. Zelo pogosto v svojih sporočilih, ne, socialni inženirji zahtevajo nek hiter odziv. Ker če se od nas pričakuje hitra reakcija, ne, nek fast reply, potem nimamo časa za to analitično odločanje in to nas še prej spravi v ta način impulzivnega reagiranja, kjer pa je, ne, kot sem rekla, prostor za napake bistveno večji. No in če se vrnem nazaj, ne, k temu uvodnemu stališču, kako se je socialni inženiring prilagodil aktualnim razmeram. Ja, tale kriza ne je bila kar idealna. Zakaj? Prvič, ljudje, ne, bistveno več časa preživimo na internetu, na socialnih omrežjih, več je te elektronske komunikacije, ne, in s tem seveda več možnosti, ne, za vzpostavljanje nekih kontaktov. Drugič, ne, pa je treba upoštevati, ne, da smo v krizah ljudje bolj ranljivi, ne, prisotna so intenzivnejša čustva in tole pandemijo, ne, so zaznamovali predvsem strah, negotovost, anksioznost, ne, večje so tudi osebne stiske ljudi, ne, in vse to nas v bistvu naredi še bolj dovzetne za te prevare. Ljudi je recimo strah bolezni, strah okužbe, več je tudi socialnih problemov, ne, in zato iščejo neko varnost, neke nove rešitve, so radovedni, ne, kaj se dogaja, kako se stvari razvijajo. Opazujemo, ne, tudi stiske drugih ljudi in smo bolj empatični, bolj pripravljeni pomagati. Je pa na drugi strani seveda lahko tudi več pohlepa, ne, in več želje po izkoriščanju te nove situacije. Jaz imam recimo znanca, ne, ki je lani, ko je primanjkovalo mask, ne, hotel zaslužiti s preprodajo mask, naročil velike količine s Kitajske, plačal in seveda potem te pošiljke nikoli dobil. No, in vse to v kombinaciji, ne, z delom od doma zagotovo ustvarja velik problem za varnost podjetij. Na eni strani, ne, so bile organizacije zaradi dela od doma, ne, in potreb po tem oddaljenem dostopu primorane, ne, sprostiti svoje varnostne politike in pa omejitve, kar je seveda ustvarilo nove ranljivosti. Na drugi strani, ne, pa je zaradi te intenzivnejše rabe interneta in elektronske komunikacije, kot sem rekla, ne, tudi več tveganih situacij. Pa ne samo to, ne, obstajajo tudi drugi izzivi dela od doma. Ne, zaposleni se zdaj lahko povezujejo z nekimi nezavarovanimi omrežji v svojih domovih ali pa nekje na javnih mestih, lahko, ne vem, tiskajo dokumente v nekih nezavarovanih okoljih ali pa jih pošiljajo po nekih nevarnih kanalih. Tudi računalniške naprave so zdaj v domačem okolju, ne, dostopne širšemu krogu družinskih članov, ne, in tega zdaj seveda ne moremo, ne, nadzirati tako, kot bi lahko to pri klasičnem poslovanju, ne. Treba je razumeti tudi to, ne, da marsikoga ta prehod na delo od doma ni bil enostaven. Ne. Med zaposlenimi imamo različne uporabnike, na primer take, ne, ki so morali naenkrat usklajevati delo od doma, ne, in oskrbo družinskih članov in seveda to ni bilo enostavno. Potem imamo tudi take uporabnike, ki imajo manj kompetenc, so manj ozaveščeni, ne, in v nekih normalnih okoliščinah so jim pri varnostnih problemih pač pomagali sodelavci iz informatike. Zdaj pa nimajo takih stikov s sodelavci, ne, takega dostopa do pomoči, ne, in so zato zelo pogosto pač prepuščeni sami sebi. In vse to, ne, je zagotovo za marsikoga ustvarilo zelo velik stres, nižjo koncentracijo, in če upoštevamo še to, ne, da se pa na drugi strani v domačem okolju doma, ne, počutimo bolj sproščeno, manj nadzorovano, tudi bolj varno, ne, je povsem jasno, ne, zakaj je lahko prišlo do podcenjevanja tveganj, do večje ranljivosti in pa tudi tega, ne, placebo efekta. No, kot pričakovano in kot sem omenila na začetku, ne, so socialni inženirji ta pojav koronavirusa in pandemijo, ne, vključili v svoje prevare in tehnike.
Še vedno sicer prevladujejo phishing prevare, torej te okužene priponke, vabila k obisku nekih lažnih spletnih strani, in tle imam predstavljenih nekaj takih kreativnih primerov. V prvi polovici lanskega leta so bile recimo zelo uspešne prevare, ki so izkoriščale negotovost glede nevarnosti virusa in pa načina zaščite. Razpošiljala so se recimo sporočila, ki naj bi domnevno pač prihajala od Svetovne zdravstvene organizacije ali pa nekih drugih zdravstvenih ustanov. Pošiljali so se informacije in statistike o koronavirusu, neki zemljevidi okužb, nasveti, navodila glede preventive, vprašalniki o zdravju in seveda večinoma so to bile okužene priponke. Potem razpošiljala so se tudi sporočila, ki naj bi prihajala od vodstva podjetij ali pa kadrovskih služb. Šlo je za neka lažna vabila na sestanke, obvestila o okužbah v podjetju ali pa navodila glede dela od doma, o spremembah poslovanja podjetja in tako naprej. Pogosto so bile zlorabljene tudi vladne in državne organizacije pa šole. Ljudje so pričakovali neke finančne olajšave ali pa socialno pomoč, zanimali jih je, kako bo potekalo šolanje doma oziroma kdaj se bodo otroci vrnili v šolske klopi, tako da so bile te prevare tudi zelo uspešne. Potem, glede na to, da je bilo celo leto aktualno tudi nakupovanje preko spleta, so se pojavljale tudi prevare v tem kontekstu, pač neka lažna sporočila, ki naj bi jih pošiljale dostavne službe ali pa pošte, glede zamude paketov. Še posebej aktualno je bilo to v prazničnih časih, ko smo nestrpno čakali, a bodo prispela naročena darila prav čas ali ne. No, poleg elektronske pošte so se razpošiljale tudi prevare preko SMS-ov in direktnih sporočil. Šlo je na primer za neke obljube, glede brezplačnih mask, potem opozorila, da smo bili v stiku z neko okuženo osebo ali pa vabila k cepljenju, testiranju in tako naprej. Pojavile so se tudi okužene mobilne in spletne aplikacije, ki so ponujale neke nasvete za zaščito ali pa sledenje stikom. Na Google Playu jih je bilo kar nekaj. No in kaj bi rada omenila za na konec, je pa še to, da so se pojavljale tudi zelo kreativne oblike izsiljevanja. Ne samo to, da so se pojavljali neki ransomware na temo COVID-a, ampak tukaj je recimo en primer sporočila, v katerem se uporabniku grozi, da bodo njega in njegovo družino okužili s COVID-om, če ne bo plačal nekega zahtevanega zneska. Tako da, če povzamem, v tej pandemiji zdaj socialni inženirji ciljajo predvsem na naš strah, naše te stiske, ki jih imamo, in pa seveda to naivno radovednost. To je bil torej en tak kratek pregled psiholoških vidikov oziroma te zgodbe v ozadju socialnega inženiringa. Naslednji dve predstavitvi pa bosta več pozornosti potem namenile še zaščiti in pa tem preventivnim ukrepom. Sicer pa hvala za pozornost, ostanite zdravi, pa tudi varni. Zdaj pa sledi Grega Prešeren iz Carbonseka z njegovim primerom napada preko elektronske pošte. Hvala, Kaja. Verjamem, da se zdaj slišimo. Slišimo. Super. Veliko smo že slišali o treniranju, testiranju zaposlenih, kakorkoli to imenujemo. Jaz se bom poskušal malo bolj praktično pokazati, zakaj je to res zaželeno ali pa po mojem mnenju celo, lahko rečem, kar nujno. Morda par besed o meni. S testiranjem tehnične in pa, bi rekel, tudi človeške varnosti se ukvarjam praktično nekako od začetka svoje, bi rekel, poslovne, profesionalne kariere. Izvedel sem res veliko varnostnih testov, med drugim tudi v tujini, tam smo celo testirali tudi kritično infrastrukturo, ker so res taki lepi in zanimivi projekti. Najbolj sem pa ponosen na to, da smo ustanovili podjetje Carbonsek in v tem podjetju se uresničujemo vizijo biti najboljši partner za dosego primernega nivoja varnosti skozi 3 ključne storitve, ki so testiranje, svetovanje in izobraževanje. Torej, zakaj želimo trenirati naše zaposlene? Zagotovo prvi vzrok je zato, ker obstajajo grožnje, ki so fokusirane ravno na zaposlene.
Če bi pogledali teorijo, obstaja ogromno različnih groženj. Tista, ki nas najbolj morda ogroža, nas kot zaposlene ali pa celo kot posameznike, so verjetno te kriminalci, ki se ženejo seveda za dobičkom in slišali smo že nekaj številk, koliko ta kriminal dejansko povzroči škode oziroma pač dobička tem kriminalcem. No, če imamo kakšno pomembno vlogo v podjetju, potem smo lahko tudi tarča še drugih, morda aktivistov, morda celo tujih držav oziroma čemur običajno rečemo nation state. Zanimivo je, da večina za dosego nekih prevar, večinoma hekerji uporabljajo škodljivo kodo. Zdaj, poznamo veliko različnih tipov škodljive kode, virusi, črvi, trojanski konji, kar nekaj tega smo slišali, ne vem, adware, ki nam reklame predvaja in tako naprej. Zagotovo najbolj popularen zadnje čase, in ste vsi slišali, so ti tako imenovani kriptovirusi oziroma izsiljevalski virusi, ki nam zašifrirajo vsebino in potem nas izsiljujejo za seveda velike denarje, da nam to vsebino dešifrirajo. Verjetno ste vsi že videli, kako to zgleda, upam pa seveda, da tega niste videli na svojem računalniku, ker potem ste bili že dejansko pač nekako tarča teh napadalcev. Se pravi, tisti, ki niste videli, se vam na računalniku lahko pojavi tako sporočilo in takrat je seveda že prepozno. Jaz bi na hitro pokazal, kako hekerji pravzaprav izvedejo cel napad. To počnejo zelo metodološko, jaz sem tukaj uporabil eno priznano metodologijo, zelo spominja na vojaško taktiko, recimo, se pravi, najprej naredijo, nas analizirajo kot izvidniško delo, potem pripravijo orodja in potem sledi ena zelo pomembna faza, da nam dostavijo neko škodljivo vsebino, karkoli že to je. Skratka, v naše podjetje, na moj računalnik morajo te stvari dostaviti. Potem sledi nekako zloraba naših sistemov. Lahko mi verjamete, da večina sistemov je vsaj v nekem trenutku zagotovo ranljiva in je mogoče take tehnične zlorabe tudi izvesti. Ko do tega pride, potem sledi seveda namestitev škodljive programske kode v obliki virusov ali karkoli drugega in potem naprej se pa dogajajo te, bi rekel, zlonamerne akcije. V primeru ransomwarea nam šifrirajo datoteke, v primeru špionaž nam poskušajo te datoteke ukrasti in seveda vse mogoče primere, ki si jih lahko zamislimo. Konkretno morda kakšne tehnične ranljivosti elektronske pošte obstajajo. Recimo zanimivo je, da še vedno marsikje je možno dostaviti prejemniku škodljive priponke. Se pravi, če pošta to dovoljuje, potem uporabnik se lahko okuži z priponko. Potem dostava škodljivih povezav. In pa morda bolj zanimivo, ker smo že slišali, da se pošiljatelj pretvarja kot nekdo drug, čemur v angleščini rečemo spoofing. Kaj je omenila direktorsko oziroma CEO prevaro, kjer se nekdo pretvarja kot naš direktor in nas poskuša napeljati na neko čudno akcijo. In pa morda zanimiva še je pa, da se pretvarjamo kot nek zunanji pošiljatelj. Vam bom poskušal pokazati, v bistvu, kako enostavno je take stvari izvesti. Torej, to so na eni strani, bi rekel, tehnične ranljivosti elektronske pošte, na drugi strani imamo pa nas, ljudi, ki elektronsko pošto uporabljamo in tudi tukaj smo seveda ranljivi. Veliko smo na to temo slišali, jaz bi morda dodal samo to, da te nigerijske in vse mogoče druge prevare niso nekaj novega. In tukaj vidimo primer nigerijske prevare, ne po elektronski pošti, ampak iz leta 1995 po običajni pošti. Se pravi, te stvari so se že dogajale v preteklosti, ljudje so že prej nasedali. Danes, ko uporabljamo elektronsko pošto, je pa to še toliko lažje. Poglejmo par primerov. Verjetno je marsikdo med vami tudi bil deležen kakšnega takega sporočila. Vsi so javno objavljeni, tako da nič posebnega, nič zaupnega. Se pravi, velikokrat so letos napadali vse možne dostavljavce pošte, ker vemo, da trgovine so bile zaprte. In tu je en primer, kaj naj bi Pošta Slovenije poslala. Poglejmo, kako tako pošto lahko hitro prepoznamo. Recimo, en primer je, se tukaj vidi ura 4 AM. Se pravi, ta prevod iz angleščine ni posrečeno uspel, to lahko hitro prepoznamo. Potem to, da nas silijo nekako, da hitro stvari naredimo, čakamo na vaše plačilo. Potem drug primer, recimo, ki ga vidimo,
kdo je pravzaprav pošiljatelj. Te stvari se velikokrat da pogledati in tu vidimo, da ne gre za Pošto Slovenije, ampak za nekoga, ki se pretvarja za Pošto Slovenije. Potem nam poskušajo nas prepričati, da kliknemo na povezavo, ki navzven izgleda povsem legitimna, če pa na njo postavimo kurzor, pa vidimo zadaj, da se povezava kaže povsem nekam drugem. In spet seveda pritiskajo na nas, da je to treba čim hitreje narediti, da se lažje odločimo in to tudi naredimo. Če kliknemo potem na povezavo, morda, da nismo ugotovili, da kaže drugam, pa tudi tukaj lahko vidimo v samem spletnem naslovu, da ne gre za Pošto Slovenije. No, to je pa zdaj presenečenje, da se je PowerPoint sesul. Dajte mi samo sekundo. Ok. No, takole. Bomo hitro, zanimivo. No, in ostali smo tule, evo, se opravičujem. Torej, hitro lahko prepoznamo, da gre za tako imenovano phishing stran, kjer želijo nam ukrasti podatke o neki plačilni kartici. Zanimivo je, da so napadli tudi druge, to je en primer, ki ga je Sicert objavil, kjer se je nekdo pretvarjal kot vodja Sicerta, Gorazd Božič, ki ga verjetno vsi poznate. Kaj so spet želeli doseči? Pravzaprav spet, da nekdo klikne na to povezavo in vprašanje je, kaj seveda se na tej povezavi na drugi strani skriva. In tukaj, kot vidimo, to pretvarjanje, da je pošiljatelj nekdo drug, vidimo, da je zelo uspešno in nam bom pokazal, da je to res mogoče izvesti. Morda vam lahko pokažem, ko govorimo o treniranju zaposlenih, kakšni sistemi obstajajo in kakšne možnosti imamo, da mi zaposlene treniramo na vseh možnih različnih vsebinah. Recimo, to je ena platforma, kjer imamo ogromno predlog in lahko zaposleni pošiljamo različne oblike sporočil in jih lovimo oziroma testiramo, ali prepoznajo prevaro. Recimo, tukaj primer zelo popularne za Microsoft Teams, se pravi za orodje, ki ga danes uporabljamo. In hitro lahko vidimo neke značilke, na katere poskušamo pa zaposlene loviti oziroma jih treniramo, da te značilke slej ko prej tudi sami znajo potem prepoznati. Se pravi, lažni pošiljatelj, potem pretvarjanje, da dobivamo pošto od direktorja, potem zopet apelirajo na nas, da je treba stvari hitro narediti, zato da ne razmišljamo preveč. In pa seveda, kam potem kaže ta povezava. Skratka, ogromno različnih možnosti, nekih predlog, ki jih taka dobra orodja imajo, lahko uporabimo, da naše zaposlene na ta način nekako treniramo, da se te stvari v praksi seveda tudi sami naučijo prepoznati. No in pa ključna stvar, ki sem vam jo želel praktično pokazati, je pa, kako enostavno se je pretvarjati, da sem jaz nekdo drug. Tukaj vidimo moj poštni predal, jaz bom s par ukazi poslal pošto kot nekdo drug. Takole, se pravi, treba je vtipkati par ukazov, jaz sem tukaj svoj poštni strežnik, nič posebnega, vsak si lahko svojega tudi postavi. Tole bomo naredili ročno, zato da vidite, da je res stvar minute, kjer par teh ukazov za pošiljanje pošte pač opišemo. Takole, in prvo sporočilo sem poslal. Evo, tukaj ga že vidimo, je že preletel v moj poštni predal. Zdaj, mi imamo relativno varno pošto, in ta pošta je zdaj preletela v junk folder, se pravi neželeno pošto, ampak če vam pokažem v imenu, koga sem poslal, tukaj vidite, da gre za poskus te direktorske prevare, se pravi, tukaj vidimo, da pošiljam kot Matjaž Kosem, to je njegov pravi mail, jaz dostopa do tega maila nimam, ampak vidite, da tega tukaj noter ne morete razbrati. Ena pomembna stvar, ki jo lahko tukaj pokažem, je, mi pošto označujemo, če pride od zunaj. To se nam zdi zelo pomembno iz tega vidika, ker če meni Matjaž legitimno pošlje pošto, tega opozorila ni. Se pravi, v tem primeru, ko se jaz pretvarjam, da sem Matjaž in tega ne morem prepoznati na ta način, da tukaj vidite, je to res Matjaž poslal, se je pa vseeno to dodalo, ker je pošta preletela od zunaj. Se pravi, en tak zanimiv primer. Morda pogledamo še eno drugo sporočilo, pa bom zdaj, da bomo hitri, ker
spet copy-paste par ukazal. Recimo, da se poskušamo pretvarjati kot nekdo iz Google, pa da vidimo, ali je tudi to mogoče. Ne? Ok. Se pravi, zadnje je pošta že preletela, vidite spet pač naša neka vsebina, ne, tukaj noter bi bila seveda prilagojena. Ampak če pogledam, kdo je pošiljatelj, vidite spet, lahko mirno se pretvarjam, da sem nekdo iz Google. Zdaj seveda boste vsi rekli, ja, se ta pošta je vsa preletela v spam, ne, oziroma v junk. To je res, ampak lahko mi verjamete, in ta moment imam praktične primere v glavi, za slovenske domene, za katere lahko ponaredim pošto na tak način in ne bo letela v junk folder. Se pravi, to je možno, seveda pa tega ne smem pokazati. Tako da lahko mi verjamete, kako enostavno in da to res deluje, da je možno se pretvarjati kot nekdo drug. In ste videli res, kako hitro to lahko naredim. No, kaj pa je seveda na koncu rešitev? Seveda, mi želimo slišati nekaj o rešitvah. Seveda obstaja ogromno nekih tehnoloških rešitev za odtekanje podatkov, za zaščito nekih povezav, protivirusne zaščite oziroma varni poštni prehodi. Seveda moram poudariti, vsa ta zaščita je nekako, ali pa verjetno vse nimajo vsa podjetja danes, ampak recimo posamezne rešitve so nuja. Se pravi, brez tega ne moramo. Lahko vam pa povem, da v večini primerov je te zaščite možno zaobiti. To pomeni, da nek delež škodljive elektronske pošte bo kljub vsej implementaciji in vsemu denarju, ki smo ga vložili v te tehnične kontrole, bo nek delež te škodljive pošte dostavljene uporabnikom. Tisto, kar je zanimivo, je, da če gledamo te rešitve, bolj kot gremo iz leve proti desni, tipično bolj so drage rešitve, no tisto, kar bi pa jaz seveda povedal, je pa, da tukaj na začetku vidimo, uporabniki so v bistvu vstopna točka za začetek napadov. Se pravi, da lahko pridemo do odtekanja podatkov, moramo nekje vstopati in tipično preko uporabnika. Se pravi, če želimo odpraviti problem na začetku, na izvoru, potem je prav, da se fokusiramo na samega uporabnika, seveda moramo imeti tudi zaščito elektronske pošte, sicer bo uporabnik dobil namesto ene škodljive pošte, jih bo dobil 1000, potem bo seveda večja verjetnost, da jo ne bo prepoznal. No, tisto, kar je pa seveda še najbolj pomembno, je pa, da strošek tega, da testiramo zaposlene, je relativno majhen v primerjavi z vsemi temi rešitvami, ki jih navajam, v katere tipično podjetja vlagajo. Tako da, z tega stališča bi rekel, da je res nuja, da treniramo, testiramo in izobražujemo oziroma ozaveščamo naše uporabnike. No in seveda, naš končni cilj je, kaj želimo s tem doseči, je v bistvu znižanje verjetnosti, da bo naš zaposleni kliknil na škodljivo pošto, ki bo šla mimo vseh zaščit, in pokaže se, da s takim testiranjem že v parih mesecih, vidite, lahko drastično upade verjetnost, se pravi, da se ozaveščenost zaposlenih res bistveno poveča. Tudi jaz vas vabim, da si pogledate morda še nekaj brezplačnih orodij, ki jih imamo objavljenih na naši spletni strani, in pa hkrati predajam besedo Vladimirju Banu, ki bo povedal nekaj več prav o teh tehnoloških rešitvah, ki pomagajo ščititi elektronsko pošto. Hvala. Ja, torej, kibernetski napadi na elektronsko pošto oziroma kibernetski napadi s pomočjo zlonamernih elektronskih sporočil v vsakem primeru sodijo med najbolj pogoste in tako, kot smo videli, tudi med najbolj nevarne napade. In ja, tako kot so kolege pred mano že povedali, seveda v tej kombinaciji varnostnih mehanizmov uporabniki predstavljajo pomemben del. Je pa tako, kot je Grega že omenil, pomemben del predstavlja tudi tehnologija. Lep pozdrav še v mojem imenu, moje ime je Vladimir Ban in danes bom par besed spregovoril o tem, kako lahko s pomočjo sodobne tehnologije naslovimo ta izziv prepoznavanja zlonamerne elektronske pošte.
Zdaj, če govorimo o tehnologiji pri varovanju tega izziva, o kateri danes govorimo, je zdaj seveda elektronska pošta del neke zgodbe. In zdaj seveda mi bi lahko, tako kot je že Gregor omenil, na eni strani govorili o tem, kako nam tehnologija pomaga preprečiti, vnašati neko zunanjo pošto z internimi domenami, kako nam pomaga označevati zunanjo pošto, da so uporabniki bolj pozorni, kako nam recimo pomaga sploh preprečiti vnos nekih makropripomb, če to sploh ni nujno potrebno. Ampak to vse nekako sodi med te neke osnovne varnostne tehnološke mehanizme. Na drugi strani pa seveda tehnologija je tudi zelo povezana z neko okolico tega izziva, se pravi, kako recimo imamo sploh poskrbljeno za neko protivirusno zaščito, kako skrbimo v tehnološkem smislu za omejevanje pravic uporabnikov na delovnih postajah in tako naprej. Skratka, to so vse pomembne stvari, ampak v luči seveda današnjega webinarja in tematike se bomo mi sfokusirali predvsem v to, kako s tehnologijo probati identificirati zlonamerno elektronsko pošto. Zdaj seveda, če začnemo razmišljati o zlonamerni elektronski pošti, hitro ugotovimo, da je več teh tipov zlonamerne elektronske pošte in če naprej pogledamo te, bom rekel, enostavne spami, tukaj se nam zdi nekako imamo stvar pod kontrolo. Jasno, vsi že dolga leta poznamo te anti-spam sisteme, ki dajmo temu reči na zadovoljiv način upravljajo svoje delo. Seveda pa s temi sistemi zelo težko naslovimo bolj kompleksne napade. Zdaj, te zelo kompleksne napadi na prvi pogled ne bi smeli biti tako grozno težki. Namreč, če malo razmislimo o njih, hitro ugotovimo, da znamo najti neka pravila, ki se nam zdijo, da bi lahko povedala, kdaj je elektronska pošta škodljiva. Se pravi, če mail prihaja od tam, če mail vsebuje to, če mail izgleda tako in tako. Skratka, ta pravila na nek način na videz obstajajo in res so se te anti-spam sistemi pred leti nekako razvili v neke email gateway, ki na principu, dajmo temu reči, nekih firewall pravic nam omogočajo definirati pravila. In nekaj časa je to seveda delovalo, dokler niso napadalci ugotovili, da se temu dosti enostavno da prilagoditi in da se ta pravila dosti enostavno da zapiti. Zdaj mi seveda probamo lahko z napadalci tekmovati, pa se izredno izmišljujemo nova pravila, pa prilagajamo obstoječa pravila in tako naprej, ampak s tem po pravici povedano se samo ujamemo v neko neskončno zanko vedno bolj kompleksnih pravil, vedno bolj nepreglednih pravil, napadalce pa zares ne bomo nikoli ujeli. In nekako je res gledal, kot da to tehnološko bitko z napadalci izgubljamo. Dokaj ni prišlo nekaj novega. To nekaj novo je pa umetna inteligenca. Zdaj, umetna inteligenca, machine learning in podobne zadeve, dostikrat se to privzeta kot neka marketinška floskula, ampak spoznali smo že v praksi, da za določene primere to vrstne zadeve nam lahko pomagajo in vsekakor je recimo izziv, kako prepoznati zlonamerno pošto, lahko idealen za tako tehnologijo. Če se torej za neke nove tehnologije, nove pristope, nove sisteme, če hočete tudi nove vendorje. Pa si dajmo malo to pogledati na parih primerih. Začnimo s phishingom. Phishing je bil danes že parkrat predstavljen in zdaj kaj je recimo ena pomembna stvar pri phishingu. Pri phishingu se moramo zavedati, da ko mi ta mail dobimo, ga ne dobimo sami. Napadalci pošljajo v svet na tisoče, 10.000, mogoče 100.000 mailov. In tukaj se skriva prvi steber obrambe, se pravi, vendorji s svojimi tehničnimi mehanizmi poskušajo te phishing kampanje čim prej zaznati in ko jih zaznajo, potem nastajajo neke blackliste, ne vem, IP naslovov, odkje to prihaja, kdo to pošilja in tako naprej in s temi blacklistami nas varujejo. In v bistvu so res te napadalci, vendorji pred časom vzpostavili relativno učinkovite mehanizme za pravočasno identifikacijo takšnih phishing kampanj in v marsikjerem primeru so nas te blackliste še pravočasno zaščitili. Seveda se pa potem začelo dogajati dvoje. Kot prvo, močno se je povečal promet, ki ga morajo vsi te proizvajalci dnevno, vsak trenutek obdelati, hkrati so pa napadalci postali bistveno bolj dinamični, bistveno bolj agresivni in kar naenkrat se je ta točka, na kje lahko računamo vendorje, da bojo oni zaznali phishing kampanjo, začela premikati nevarno proti desni strani. In šele z uvedbo algoritmov machine learninga in umetne inteligence smo lahko začeli to premikati nazaj v levo stran. Primer. Za primer bom dal en tak zanimiv primer, mislim, da je bilo to iz leta 2018-2019, Pulp Fiction phishing kampanja. Zakaj Pulp Fiction?
Gre za kampanjo, kjer so napadalci v svet poslali ogromno število phishing mailov, kjer so dinamično spreminjali IP, dinamično spreminjali pošiljatelja, hkrati je pa skripta za vsak mail vzela en poljuden izsek iz filma Pulp Fiction in v obliki hidden HTML besedila vstavila v mail. Skoro tehnološko so bili vsi ti maili med sabo zelo različni in tisti vendorji, ki so takrat sloneli na teh nekih statičnih, togih mehanizmih identifikacije phishing kampanj, se pravi nekih enakih podobnih mailov znotraj neke množice drugih mailov, enostavno te kampanje niti približno niso prav tasno zajeli. So pa takrat določeni proizvajalci že začeli uvajati statistične metode, takrat je bil recimo popularen ta cluster algoritem, kjer se ti v bistvu na statističen način znotraj neke množice elementov iskal podobne elemente in s temi algoritmi so takrat v resnici vendorji prvi zaznali to famozno kampanjo in začeli se nam je jasno svitati, da brez tovrstnih algoritmov pri lovljenju phishing kampanje enostavno več ne gre. To je en prvi primer, kjer dejansko se pokaže, da machine learning lahko pomaga. Ni pa to edina stvar, recimo kako vendorji, če ostanemo pri phishing kampanjah, tudi še lovijo napadalce. Recimo, en tak dober primer je s pomočjo grafike. Namreč vemo, da pri takih velikih phishing kampanjah napadalci dosti uporabijo grafiko nekih svetovno znanih blagovnih znamk, ne si tudi Microsoft, PayPal, DHL, karkoli, ne, in nas na ta način probajo zavesti. Ne. In seveda zdaj, vendorji so znotraj množice mailov iskali maile, ki vsebujejo recimo neke Microsoft logotipe. Super, dokler niso napadalci se prilagodili in danes ni redek pojav, da vas bo napadalci, ko vam pošljajo phishing mail recimo v obliki nekega Microsofta, bojo v resnici uporabljali nek podoben logo, v resnici bojo uporabljali neko podobno barvo. Gre za to, da vizualno bo zadeva še vedno enako zavajajoča, tehnološko pa ta mail neki filtri ne bojo mogli prepoznati kot Microsoft mail. In v bistvu šele s prihodom computer vision mehanizmov, to so tudi mehanizmi, ki se recimo zelo fajn uporabljajo pri prepoznavanju obraza, smo lahko začeli ponovno loviti napadalce na ta način. S computer vision mehanizmi napadalce tudi zelo dobro lovimo, kar se tiče lažnih portalov. Omenjeno je bilo že, da recimo dosti pogost pojav pri phishing je, da nas napadalci probajo zavesti na obisk na nek lažni, ne vem, Microsoft login portal, kjer potem mi nehote nevede pustimo svoje geslo. S computer vision mehanizmi lahko take portale sistemi probajo zaznati. Če temu dodamo še recimo neke ostale algoritme, mogoče več o njih v naslednjih slajdih, ne, stvar postane lahko zelo uporabna. En šolski primer tega je recimo servis easyphishing.org v lastništvu Vade Secure podjetja. Ta servis v ozadju uporablja kar nekaj teh algoritmov za prepoznavanje lažnih novih spletnih strani in v praksi se pokaže, da ta servis v bistvu najhitreje in odkrije največ lažnih spletnih stvari po svetu. In marsikateri email filter, ki ga v resnici danes uporabljamo ali pa uporabljate, v resnici v ozadju uporablja ta filter. Zadeva ni samo na papirju, ampak lahko recimo potrdimo, da zadeva deluje tudi v praksi. V Sloveniji že nekaj podjetij to vrstne mehanizme, ki smo jih zdaj nakazali, uporabljam. Skupaj s skrbniki sem se malo sprehodil po logih in recimo primer, če vzamem par teh primerov, recimo tukaj vidimo primer, ko je algoritem na email sistemu učinkovito zaustavil email, zato ker je Easy Phishing servis gotovo, da je ta mail blacklist. Ali pa recimo ta isti algoritem je zaustavil mail, kjer je v bistvu gotovo, da ta mail sumljivo podoben grafični obliki ene druge blagovne znamke. Torej v bistvu te sistemi se danes tudi v praksi že uvajajo in so tudi že uporabljeni. To je glede phishinga. Omenimo še spear phishing. Ne? Spear phishing je včasih na pogled zelo podoben phishingu, se na zadnje je podobno tudi ime, ampak obstaja pa ena velika razlika. Spear phishing je bistveno bolj personaliziran napad in zaradi tega bistveno bolj nevaren. In posledično napadalci takrat v svet ne pošljajo na tisoče mailov, ampak pošljajo, ne vem, 1 mail, 10 mailov, 15 mailov. Skratka, napadi so pri spear phishingih bistveno bolj usmerjeni in zato odpade pri uporabi machine learning algoritmov marsikateri princip, ki se ga malo prej omenil. Še vedno
pa lahko uporabljamo kakšne druge pristope. Recimo, en pristop je, kakor je Grega že pokazal, da se recimo sfokusiramo na pošiljatelja, na pošiljateljevo ime, na pošiljateljevo naslov. Namreč, če je napad personaliziran, potem bo pošiljatelj, se pravi napadalec, probal nas prepričati, da mi pošiljatelju zaupamo. Se pravi, uporabil bo recimo mogoče zelo podobno domeno, uporabil bo mogoče zelo podobno ime našega šefa, našega IT strokovnjaka, našega direktorja, mogoče bo uporabil zelo podoben alias, kot ga uporabljamo mi. Skratka, ta napad bo bistveno bolj personaliziran in z algoritmi strojnega učenja lahko v bistvu iščemo te podobne znake. Obstajajo zelo enostavni, zelo učinkoviti algoritmi, ki bojo zelo efikasno povedali, aha, tole tukaj je pa zelo podobno. Naj si bo to domena, naj si bo to ime, naj si bo to alias. Temu lahko dodamo še drugačne pristope. Recimo, če tako pogledamo, generalni pristop je spremljanje, statistično spremljanje mailov. Sliši se zapleteno, ampak dejansko lahko spremljamo, kdo komu pošilja maile, na kakšen način, kaj v teh mailih se tipično dogaja, in na ta način dobimo nek statistično povprečje mailov in če imamo te algoritme dobro nastavljene, potem lahko nek nenavaden mail, ki je recimo padel z neba, ki ga je napadalec poslal do zunaj, izstopa iz te statistike. Algoritmi strojnega učenja zelo učinkovito iščejo anomalije. In spet, če se vrnem recimo na naše izkušnje, tukaj je recimo direktno iz živega loga slovenskega podjetja primer, ko je sistem preprečil vnos maila, ker je kot na eni strani ugotovil, da je alias, ki je uporabljen v naslovniku, sumljivo podoben aliasu enega izmed notranjih uporabnikov, hkrati pa je vsebina maila sumljivo navajala naslovnika, da izvaja neke, bom rekel, akcije, ki so tipično prisotne pri takih privarah. Se pravi, stvar deluje tudi v praksi. Mogoče za konec še beseda dve o zlonamernih datotekah. Zdaj se zgolj gledano iz stališča sistemov elektronske pošte, mogoče zlonamerne datoteke niso tako pomembne. Seveda so zlonamerne datoteke del vseh napadov, ampak ponavadi se pojavijo kasneje. To, da vam bo napadalec v bistvu poslal zlonamerno datoteko z vsemi recimo nekimi kriptomehanizmi, kot v obliki neke priponke, je bolj redko. Ampak vseeno, če se vam to zgodi, včeraj so taki napadi izgledali tako, da je napadalec dejansko pripel nek virus e-mailu in nam ga poslal. Zdaj potem je naša protivirusna zaščita to nekako zaustavila ali pa ne. Danes so napadi postali bistveno bolj zapleteni. Namreč danes nam napadalci ne bodo poslali celoten zlonamerni del v obliki neke priponke. V obliki neke priponke ne dobimo nekih kriptoalgoritmov, kriptomehanizmov, ampak dobimo zgolj neke osnovne ukaze, s katerimi potem recimo nekje v nadaljevanju bo sistem se skonektil na napadalčev strežnik v internetu, bo samodejno izvedel download nekih kriptosistemov in tako naprej. Podobno kot je Grega pokazal v prejšnjem predavanju. In take priponke, recimo makro ali pa JavaScript ali pa kaj podobnega, je v bistvu težje prepoznati kot nevarne. Tukaj je recimo en primer, na levi strani je ena makrokoda, na desni strani druga makrokoda, če slučajno recimo primerjate, težko je ugotoviti, katera je zlonamerna, katera dobronamerna. Ta na levi strani je mimogrede zlonamerna. Lahko se tega lotevamo z antivirusnim pristopom. Ja, določene priponke bomo na ta način ujeli, posebej, če so recimo nekje v preteklosti že bile uporabljene, ampak marsikatere priponke bomo pa spustili. Lahko recimo uporabljamo, danes se to dosti pogosto pojavlja, recimo določene heuristične metode, ki predvsem slonijo na tem, ali mogoče neka makrokoda vsebuje neke ukaze in tako naprej. S tem grobim načinom bomo marsikateri napad preprečili, hkrati bomo pa tudi marsikatero dobronamerno datoteko po nedolžnem obsodili, da je zlonamerna in to mogoče ni sprejemljivo v določenih okoljih. Z uporabo algoritmov umetne inteligence v bistvu danes znamo mi zanalizirati kodo, ali je zlonamerna ali dobronamerna, zelo natančno. Recimo določene matematično gledano statistične obdelave govorijo o tem, da je ta natančnost skoraj 100%, 98, 97%. To je v bistvu zelo dobro. In v bistvu umetna inteligenca nam tudi pri prepoznavi zlonamerne kode lahko zelo pomaga.
Pa če povzamem, tako kot smo danes govorili veliko o uporabnikih, seveda se ne smemo nikoli pozabiti, da je tehnologija vedno sestavni del tudi varnosti. Vedno mora biti zadeva v roki med uporabnikom in tehnologijo. Na drugi strani, ko bomo razmišljali o tem, kako uvesti neko sodobno tehnologijo pri varovanju teh sistemov, seveda brez uporabe neke umetne inteligence ne gre. In nenazadnje na koncu omenimo, da ne govorimo samo o neki teoriji, neki praksi, ampak dejansko govorimo že o sistemih, ki so danes na voljo, ki so v Sloveniji že uporabljajo in ki v bistvu tudi že v Sloveniji kažejo, bom rekel, svoje pozitivne rezultate. Toliko z moje strani. Prepuščam nazaj besedo kolegom in seveda z veseljem odgovorim na morebitno vprašanje. Hvala. Hvala tudi vam. Torej, spoštovani udeleženci današnjega dogodka, najprej hvala vsem predavateljem. Veliko smo slišali o statistikah napadov, o zaveščenosti, o varnosti kulturi, o metodah socialnega inženiringa v času COVID-a. Videli smo primere in končali z obdobjem, ki ga prinaša implementacija umetne inteligence. Vprašanja uporabe metod socialnega inženiringa za vdore informacijske sisteme bomo osvetlili še z nekaj vprašanji. Na vprašanja, tako moja kot vaša iz poslušalstva, bojo odgovarjali predavatelji, pa bi kar začel. Torej, gospa Prislan, kako učinkoviti so napadi socialnih inženirjev v praksi? Obstajajo morda kakšni podatki o stanju v Sloveniji? Živijo. Ja, takole, statistik, kot smo videli, je sicer zelo veliko, ampak moram pa opozoriti, da velikokrat te statistike ne odražajo nekega realnega stanja, ker se veliko primerov niti ne prijavi ali pa niti ne zazna. Tako da jaz bi rekla, da so tle najbolj učinkoviti eksperimenti ali pa neke študije v konkretnih organizacijah. No in na Fakulteti za varnostne vede smo na to temo mi že izvedli kar nekaj raziskav, med drugim tudi 2 eksperimenta, ki sta vključevala napade s socialnim inženiringom, enega v velikem slovenskem podjetju, pa enega v javni instituciji. No in če samo na kratko omenim rezultate. V prvem primeru je recimo v prvih 40 minutah po pričetku izvajanja tega spear phishing napada preko spletnega obrazca svoje podatke posredovali skoraj 80% vseh zaposlenih, ki so prejeli ta mail, kar je ogromen odstotek. Potem v drugem primeru pa je šlo za osebne in pa tehnične napade socialnega inženiringa, kot sem rekla, je šlo za javno institucijo. V tem primeru so bili sicer zaposleni vnaprej obveščeni, da se bo izvajal eksperiment. Ciljalo se pa je konkretno na 4 izbrane zaposlene, in pri tem so prevari nasedli 3 od 4, eden celo 2-krat. Tako da taki podatki, moram reči, lahko dajo neko bolj realen vpogled v to, kakšna je ranljivost organizacije in pa zagotovo kažejo na to, kako izjemno resne so tovrstne prevare tudi za slovenska podjetja. Ja, hvala. Slišim, da se nekateri bojijo izvajati simulacije socialnega inženiringa. Najbrž je to morda neprijeten občutek ali pa so eni mogoče celo užaljeni. Kako to premostiti? Ali obstajajo tudi kakšne sporočila odnosno varnosti testi v slovenščini? Mogoče kar jaz odgovorim na to vprašanje, Mihael. Prosim. Ja, zanimivo. Tudi mi velikokrat naletimo na ta, bi rekel, ne bom rekel odpor, ampak zadržek odločevalcev v podjetju, ali bi se šli tovrstne kampanje ali ne. V bistvu stvar je, bom rekel, zelo preprosta. Prvo kot prvo, heker nikoli ne vpraša, on samo udari. In zdaj, a ni bolj smotrno udariti na kontroliran način brez škode, pa videti dejansko imamo problem, ali se raješ delati finga, pa pol v bistvu 2-3 milijončke potem
skeširati, ne. To je pač argument. Zdaj, kako to zapeljati v podjetju, sploh mogoče v večjem podjetju, kjer je ta komunikacija znotraj podjetja izredno pomembna, pa kam mogoče digitalizacija še ni v tem zrelostnem nivoju, kot je recimo v modernejših, manjših, agilnejših startupih. Tam je pomembno, da najprej uprava prepozna pomembnost ozaveščanja in treniranja zaposlenih, da prepozna, kakšna nevarnost preti, če tega problema ne bo naslovila, da razume. Potem, ko uprava se s tem strinja, ko to potrdi, je potrebno ta plan nekako, bom rekel, zabeležiti v varnostno politiko podjetja, se pravi, da je to tudi zapisano, ne? In potem je najboljša praksa, da se to sporoči vsem zaposlenim, se pravi, da se jim razloži najprej, zakaj je to problem, a ne? Se pravi, več kot 91% vseh napadov se začne preko maila, ne? Se pravi, da to vsi na koncu razumejo in da se jim razloži, da bojo zdaj nenapovedano na vsake toliko časa dobili mailček, ki bo potestiral, koliko so dobri. In potem naprej imamo mašnico nad celim tem postopkom, se pravi, imamo potrditev uprave, direktorja, vsem smo razložili, zakaj je to dobro in gremo gasa. In jaz vam garantiram, da od takrat naprej ni nobene užaljenosti in nobenega odpora več. Ker ste pa vprašali za slovenščino, seveda Slovenija je relativno majhna država v svetovnem pogledu in seveda te platforme po defaultu ne vsebujejo slovensko govorečih predlog, ne? Ampak recimo pač naša platforma, ki jo mi uporabljamo, mi zagotavljamo tudi slovenske template, lahko pa tudi ročno si pripravijo te, kogarkoli boste prosili, da vam take kampanje izvaja, ne, če se ne boste odločili za orodje, vam bo pač on pripravil take predloge, ne. Je pa res, da je veliko število predlog težje zgenerirati strani enega posameznika mogoče. Ja, hvala, Matjaž. Zdaj, ko si že to omenil, mogoče, gospa Prislan, kako pa pristopiti k načrtovanju programov ozaveščanja in izobraževanja zaposlenih, da bo to imel učinek, da ne bo to, kar moramo izvesti, nekaj izvajamo, včasih na nepravi način in dosežemo pravzaprav slabe učinke. Zdaj priporočil, kako pristopiti k samemu izobraževanju ali pa ozaveščanju je seveda ogromno, tle je kup nekih receptov, ampak meni osebno se zdi najbolj pomembno to, kar je v bistvu kolega Kosem prej že nakazal, da se v bistvu izvajajo programi, ki so prilagojeni na eni strani politiki, podjetja in pa tudi kadrovskim profilom. Pač treba se zavedati, da imamo različne uporabnike, različne zaposlene, eni so bolj ozaveščeni, drugi so malo, eni imajo več kompetenc, drugi imajo manj, in izvajati neke programe, ki so enaki za vse, je seveda pač neučinkovito. Najslabše je uporabiti neke vnaprej pripravljene vsebine, ki jih potem izvajamo enkrat letno. Pač to ne deluje. Varnost tudi za marsikoga ni prioriteta, nasplošno sama po sebi ne zbuja nekega zanimanja, in tista izobraževanja so ponavadi med zaposlenimi dojeta kot neko nujno zlo ali pa kot nek odmor med službo. In zato moramo mi, ali pa tisti, ki izvajajo te programe, poskrbeti, da bodo čim bolj privlačni, čim bolj interaktivni, vključevali v bistvu stališča, mnenja zaposlenih, in zato je treba pa seveda najprej sprofilirati zaposlene. Mi moramo oceniti najprej, koliko znajo, koliko so ozaveščeni, kakšno je njihovo vedenje v praksi, kakšen odnos imajo sploh do varnosti, in potem šele načrtovati nek program in ciljati v bistvu na tiste točke, ki so šibke. Je pa tako, da v praksi v bistvu, ko se malo pogovarjamo z ljudmi ali pa z zaposlenimi, lahko vidimo, da pravzaprav veliko zaposlenih sploh ne ve, kakšna je njihova informacijsko-varnostna politika. Sploh ne vejo, kakšni ukrepi so predpisani, kako se nad njimi izvaja nadzor, zakaj se sploh izvaja nadzor.
Potem, kakšni so recimo disciplinski možni postopki, če se ugotovi kršitev in tako naprej, ne. Tako da vse to je tudi treba vključiti v te programe, ne. Pa tudi, ne, dajmo večkrat zaposlene vprašati, ne, kaj bi oni hoteli slišati ali pa kaj bi njim bilo zanimivo, ne, ker če bomo prilagodili program, potem bo ziher več ljudi hotel priti in to poslušati z nekim zanimanjem. Hvala. Vlado, umetna inteligenca, kako razširjena je uporaba v teh sodobnih tehničnih rešitvah, ki so že dostopne? So kakšni konkretni podatki in predvsem me zanima, kako to izgleda v Sloveniji. Pri nas se veliko govori o umetni inteligenci, kako je s tem pri nas? Ja, to je dobro vprašanje, ker v bistvu umetna inteligenca je že samo po sebi nek, kako bi rekel, marsikdaj nek magnet, nekaj novega. Zdaj, če gremo širše od elektronske pošte, umetna inteligenca vedno trka bolj na cel kup drugih tehnologij in znotraj, bom rekel, informacijske varnosti. Vedno več in več sistemov je, ki so vsaj delno bom rekel, pobarvani s to umetno inteligenco. Kar se tiče same elektronske pošte, recimo lahko rečem, jaz osebno poznam cirka, da bom približno rekel, recimo 50 slovenskih podjetij, ki na relativno, bom rekel, smel ali pa kompleten način preverjajo svojo vhodno elektronsko pošto za umetno inteligenco. Da ne bo nesporazuma, kakor je Gregor povedal, ne govorimo o tem, da to, bom rekel, nadomešča ozaveščanje uporabnikov. To je samo, in to je pomemben dodaten tool, s katerim ti v bistvu omogočaš, da ozaveščeni uporabniki zares delajo tako, kot morajo delati. Ampak ja, kot rečeno, kar nekaj podjetij v Sloveniji to že uporablja. Gregor, kaj pa druga stran pravi? Ali se napadalci tudi poslužujejo orodij umetne inteligence za pripravo sporočil, prevar, analizirajo naše obnašanje? Kako vejo, da eni hodijo v kripe, pa tečejo maratone? Zanimivo vprašanje, ja. Jaz bi rekel, da ta običajni phishing, če lahko temu rečemo, verjetno ne uporablja umetne inteligence, ker vidimo te tipične napake pri prevodih, kar pomeni, da je to narejeno z neko storitvijo, ki pač naredi best effort prevod. Zdaj, kar se pa tiče teh, bi rekel, bolj targetiranih, ki jih imenujemo spear phishing napadi, pa moram špekulirati, ali res uporabljajo umetno inteligenco. Jaz bi rekel, da verjetno te stvari potem človek zelo natančno preuči, dvomim, da to naredi umetna inteligenca. Tako da verjetno, ko si nekdo izbere tarčo, on osebno tega človeka preuči na podlagi socialnih omrežij in vseh mogočih podatkov, morda tudi klicev na kakšne druge osebe in tako naprej. Tako da ne bi upal špekulirati, ali uporabljajo umetno inteligenco ali ne, morda si pomagajo zelo. Ja, hvala, Gregor. Če se vrnemo nazaj k ozaveščanju in razvoju dvigu varnostne kulture, Matjaž, kako pogosto bi pa usposabljanja pravzaprav bilo potrebno izvajati? Ker ljudje pozabljamo, to je v naši navadi, vsaj v moji, ne vem zakaj. Ja. Ne, Mihael, jaz mislim, da vi imate boljši spomin, kot jaz, ampak pustimo to za drugič. Ja, se pravi, kombinacija izobraževanja pa potem preverjanja oziroma stimuliranja preko phishing mailov. Idealno je, da že to posredovanje izobraževalnih vsebin kapljamo po manjših koščkih, se pravi, ne vem, 5-minutni filmček ali pa kratka anketa, zaradi tega, ker nobenemu se ne da 1 uro zbrano poslušati nekaj, kar ga ne zanima, ker je nezanimiv, ker je suhoparno. Se pravi, če nam rata to 5 minut sem, 5 minut tukaj, na vsake 2 tedna, enkrat na mesec, je zmaga. Kar se pa tiče
testiranja s phishing e-maili, tukaj je pa absolutno dokazano, da enkrat na leto je to popolnoma brez veze narediti. Noben ne ve, kaj je delo pred enim letom. Noben se ne spomne. In tako, kot je bilo že tudi predstavljeno, je Kaja povedala, imamo počasne možgane pa hitre možgane. Hitri možgani so, ne vem, jih rabimo, ko vozimo avtomobila, tam rabimo reflekse, ne rabimo razmišljati, kdaj bom žmigoc prižgal, kdaj bom prestavil drugo prestavo. Počasno razmišljanje, ko je nek problem, ko si moramo vzeti čas, ga raziskati. In da bi mi dosegli to hitro prepoznavanje zelo namernega sporočila, moramo mi to ponavljati in da seveda ne bi bilo tega preveč, da ne bi rekel, vplivali negativno na poslovni proces, je priporočeno, da se enkrat na mesec sproži taka kampanja. Hvala. In ko to prileti, da interno obvestimo tiste, ki za to morajo vedeti in da naprej pravzaprav ukrepajo. Jaz bi se zahvalil sogovornikom za odgovore na ta vprašanja. Mislim, da gospe in gospodje udeleženi na današnjem dogodku, da pravzaprav lahko zaključimo, da je velik potencial v uspešnem preprečevanju kibernetskih vdorov, ozaveščanje, dvig varnostne kulture in seveda to lahko dosežemo z optimalnim usposabljanjem in komuniciranjem. Uporabniki IT storitev pozabljamo, enkrat slišimo, ni dovolj. Po drugi strani smo pa vsi obremenjeni z številnimi opravki, še posebno v teh časih. Hvala vsem za sodelovanje v imenu horizontalne mreže IKT, tako udeleženim kot predavateljem. Se pravi, če bojo kakšno vprašanje, vam bomo z veseljem še odgovorili. Današnja gradiva boste prejeli po elektronski pošti strani IKT horizontalne mreže. Hvala, ostanite zdravi in lep pozdrav.